spet prihaja oddaja Moj odnos do zdravja na Ljubljana TV. Tokrat bom gostila Miha Berčiča, ki nam bo povedal. Ja, povedal bom, kako se manifestirajo stvari, oziroma kako si v življenju na zelo preprost način ustvarite to, kar želite, kje so prepreke, zakaj je biti pa bivati v naravi toliko dobro pa toliko zdravo, da se malo umaknemo od mesta pa od vrveža in še kakšne druge nezabavne stvari. Tako da jaz verjamem, da vas že zdaj zanima, kaj je v tej oddaji Moj odnos do zdravja in da si jo boste ogledali. Dobrodošli. Dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes sem v goste povabila posebnega gosta. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja, z menoj pa Miha Berčič. Miha Berčič je po osnovni izobrazbi mikrobiolog, ampak on se ukvarja z dušo in srcem kot inštruktor bivanja in preživetja v naravi. Dobrodošel, Miha, v oddaji Moj odnos do zdravja. Živijo, Neja, hvala za povabilo. Zelo zanimivo, da si bil, oziroma da si naredil mikrobiologijo. Te je že takrat mikalo to preživetje v naravi, da si spoznaval te različne dogajanja v našem okolju, v naši naravi, oziroma kako te je privedlo vse skupaj do tega, kar počneš danes? Ja, na hitrco, no. Mene je bila skozi narava zelo ljuba pa dobrodošla, ne. Sem se šel v naravo že kot mali otrok umakniti, če je bilo karkoli doma težkega, sem se na kolo usedel pa sem šel na Golovec, ko sem iz Ljubljane, ali pa kamorkoli, no, samo da sem se umaknil nekam, kjer v bistvu noben ni nič hotel od mene, ne, kjer sem lahko jaz sam bil. Potem sem me pa starša, ki sem jim zelo hvaležen, sta me vpisala k tabornikom in tam sem se z virusom narave res okužil. Bil sem tabornik dolg časa, pol tudi načelnik, taborovodja pa tako naprej, tudi sem tudi prek teh struktur se zelo veliko mehkih veščin naučil, to, ko so zdaj izredno pomembne, ki jih naučijo na MBA-ju pa tako naprej, tudi ta naša srčnost, delati z ljudmi, delati za ljudi, skupnost, ustvarjanje, samoiniciativnost in tako naprej. V taborniku sem se ogromno naučil. Kako si pa se naučil to v taborniku, v tej srčnosti, delati za ljudi, z ljudmi? Ja, delal sem, oziroma bil sem tam pa soustvarjal z ljudmi, ki so to že počeli. In sem pač dobesedno rekel, ja, to sem tudi jaz. In sem dobesedno, tako kot se učimo, kopiramo stvari, tiste, ki so ljube nam pa naši duši, našemu srcu, to potem skopiramo in potem sami preverimo čez odnose pa situacije, a zadeva funkcionira ali ne, potem pa že spet majčkeno prilagajaš zadeve. Potem pa sem končal gimnazijo in sem se vpisal na mikrobiologijo, sem imel enega fantastičnega profesorja, gospoda Sawyerja, ki me je zelo navdušil za te biološke vede. In potem sem se vpisal na mikrobiologijo, ki mi jo je mama priporočila, jaz sem sicer mislil iti računalništvo, pa sem ji ful hvaležen, da mi je rekla, pojdite to pogledati, ne. In evo, to je bilo to, no. Mikrobiologijo sem potem zaključil, prekinil sicer magistrski študij, zdaj je to doktoratno po bolonjski, ki so se skupaj downgradali, pa še vedno bil veliko povezan z naravo in ko sta dva prijatelja, Denis pa David, naredila Bušman preživetje, v bistvu prvi privat SP, da sta se prav s tem ukvarjala, pa sta potem po enem letu zaključila, ker Slovenci tega ne znamo ceniti, ne. In sem pa rekel, kaj pa če bi pa jaz tudi to naredil, ne. Sem pač svojo šolo preživetje odprl, ki je zdaj to 15. leto deluje in
že pač globalno. Super, super. Ok, zdaj povedal si malo o svoji življenjski poti, pa dajva malo globlje še pogledati v tebe, v te tvoje občutke, v čustva, ker vem, da ti si zelo senzibilen, kako si začel doživljati to naravo. Ker verjamem, da ko vodiš iz tega notranjega vodstva. Kdaj se je to začelo odpirati? To se je začelo odpirati že od majhnega. Sam, ko smo majhni, se nam toliko traumatični dogodki zgodijo, da dobesedno si jih toliko potisnemo pod zavest, da jih ne vidimo dolg časa. In potem kasneje, recimo, ne vem, eni že prej, no, ampak tam nekje po 30. letu pa pri meni se je malo prej začel, je ta neka notranja želja, zakaj se me nekaj dogaja, zakaj sem jaz vsake toliko cajta depresiven, pa sploh ne morem funkcionirati, potem začel ta težnja pa potreba potem, da jaz pa rabim neko okolje, kar mesto ni, da sem lahko jaz, da se lahko spočijem, da noben noče moje energije od mene vleči, ampak da jo kvečem prejemam, ne, oziroma da je ta izmenjava, bom rekel, enakovredna. In to je bila ta potreba, da sem jaz vedno iskal neko naravo, naravna okolja, se začel tudi prek tega malo razmišljati o neki duhovnosti pa tako naprej. Pa to pač neko osebno izkušnjo zadnja leta dati na prvo mesto. Ne, nobeno več slediti, ampak samo sebi. To, kar tudi zdaj jaz pač rečem, pa probam naučiti ljudi, oziroma spomniti jih. Dajte sebi slediti, dajte svoje srce spraševati. Vi imate vse odgovore za sebe o sebi. Ne. Narava predvsem zaradi tega, ker to je bil prvo okolje, ker sem jaz začutil, da noben noče nič od mene. V mestu je bilo skozi, to moraš narediti, tu moraš narediti, te imam rad, če boš tak, te nimam rad, če boš tak, ne. Vse je bilo nekaj pogojeno, ne. V naravi pa tega ni. Ne. V naravi so pa stvari, pa naravni zakoni, ker vse funkcionira zmeraj enak. Ne. Marketing, orodja, digital, to se vsake 2 meseca se spreminja. V naravi, ko prideš ti k meni, te jaz naučim, kako ogenj zakuraš na lok, skozi je isto. Ni čez 2 meseca drugače, pa se moraš še nekaj naučiti. Ne. To je to, ne. Vse ostalo, kar pa človek dela, je pa samo stalna pozornost, stalno nekaj spreminjati, zato da spet prideš k meni, da spet dobim denar, da spet dobim varnost, pa nekaj, pa vse to so same neke laži. Ne. Rekel si, da si pred 30. prišel do tega stika. Kaj je pa bilo tisti en trenutek, ali dogodki, ki so te pripeljali do tega, da si se bolj povezal s seboj, z naravo? Ja, mislim, vse si sami ustvarjamo, ne. Jaz sem si ustvaril toliko bolečine prek nekih osebnih stvari, da je nisem mogel več zdržati. Oziroma sem rekel, dovolj imam tega, ne. A bi podelil, katere so bile tiste bolečine, ker ljudje vem, da se zelo poistovetijo s tistim, kar se nekomu dogaja in potem lažje sledijo nasvetom, ki jih dajemo, ker imamo lastno izkušnjo. Ja, jaz sem v bistvu, bom rekel, neko depresivno motnjo, ampak neko to, bom rekel, težko obdobje pri sebi ustvaril zaradi tega, ker nisem znal te svoje žalosti pa jeze dati ven iz sebe, ne. Sem v bistvu vse skupaj tlačil noter, ne. In to je potem trajalo toliko dolgo časa, sem v bistvu iz samega sebe žrl, ne, da sem na koncu hotel vzeti življenje, ker je bilo preveč vsega, ne. In sem pol ugotovil, da pač telo je toliko močno, da tega kar napusti, ne. Da so neki mehanizmi noter, ki so toliko močni, da tudi če glava pa ego nekaj hoče, da ni to toliko preprosto narediti. Pa sem začel to študirati, ker me je zanimalo, zakaj pa kako, ne. Pa so se pa začele stvari odpirati, ne. In ko sem ugotovil, wow, to je super, spravi jaz neko službo imam, nek denar imam, v kaj se splača vlagati se splača v potovanja, vlagati se splača v znanje. Vse ostalo se pa ne splača, vse ostalo pa brez veze. Nove Litefeltne, 24-inčen televizor, novi zvočniki, nova šminka, nove patike vsake 2 meseca, to je brez veze.
samo potovanja, pa da spoznaš nekaj novega, da začutiš, kako druge ljudje živijo, kjer druge izzive imajo, prinesti to sem in potem poskusiti to, kako bi pa to v tem okolju funkcioniralo, da je majčkeno drugačne. Ker življenje je stalno sprememba, to je edina stalnica, ne, sprememba. In ko se zavestno odločiš, da se boš nehal spreminjati, se začneš starati. To je to. In ti začne biologija rapidno propadati. In to se vidi pri vseh teh starih. Te naša stara generacija, naši starši, pa to pač oni so na nekem nivoju in so se odločili, da bodo tam ostali, ne bojo šli naprej in zdaj bojo šli zelo hitro vsi. Ja, narava pol poskrbi za sebe, ne? In to je tisto, ta prav anti-aging, ne? Da mi napredujemo, se razvijamo, da poskrbimo za svoje notranje potrebe. Tako. To stalno znanje, pogledati, kaj je odzunaj, kaj kdo drug prizemljuje, začeti odpreti ta svoj kanal gor in dol, da znanja pa informacije same do tebe pridejo, pa stalno biti v kontaktu z mladimi ljudmi, z mlajšimi od sebe, ne? Ker oni so tisti, ki prihajajo za nami in oni prizemljujejo še novejše, še boljše stvari, ne? In od njih se naučiti, da potem jim v bistvu s tem, ko to začneš uporabljati in pomagaš, da oni to svojo vizijo prej naprej potisnejo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa nadaljujeva. Rekel si, da je pomembno, da se učimo od mladih, ker prinašajo drugo energijo, na drugačen način so povezani in z zemljo in z vesoljem. Katere so bile tiste stvari, ki so tebi največji tako vtis naredile od mladih? Kaj je tisto, kar si ti potem pri sebi naredil spremembo? Ne moram reči, kaj je bilo prej, ne. Jaz lahko rečem zdaj, jaz najrajši delam delavnice za otroke. Kot prvo moraš biti v nulo pri sebi postavljen. Kjerkoli nisi postavljen, otroci ti bodo takoj to naprej vrgli, ker kolektivne energije čez njih tako močno delujejo, ne. Se pravi, ti boš malo nesiguren pa prestrašen, te bodo takoj začeli zafrkavati. Boš ti postavljen, se bodo otroci takoj postavili. Zelo iskreni so otroci, ne, nimajo nobenih ego mask in vse ti direkt povejo. In če se z njimi ti obnašaš pa pogovarjaš kot z odraslimi osebami, takoj to naredijo, ker samo čakajo, ker starši danes se sploh ne vejo več, kaj pomeni biti starš. Otroci rabijo meje in hočejo, da jim ti postaviš meje, čutijo, da je to zdravo za njih. Ne, v nekih mejah normale, bom rekel, ne, preveč kontrolirati otroke, pa glih ni fajn, ne, pa čist kontraefekt. Tako da recimo, ne vem, lahko povem, zdajle na vikendu sem bil na enem dogodku in je ena od organizatork imela svojega otroka zraven. Punčko, majhno, stara je 4 leta, mislim, da. Čudovito bitje, ne, tako začutiš, pa ko si majčkeno energijsko senzitiven, tako začutiš, wow, kaj pa ona prinesla, tako pogovarjale se, ker recimo, ne vem, če bi 20 let nazaj rekel, ker 7-8-leten otrok, ona pa že tako normalno, pri 4 letih artikulirano, vse razume, čisto je prisotna, fokus ima, ni na sladkorju, pa tako, spravi, ni ADHD-ja, res ustvarjalna, čudovita, proba me raztegniti, ampak na tak nežen način, ne, preč ne, zdaj pa dovolj, konc, zadnja risanka, gremo spat, jaz bi še malo, ne, gremo pančkat, se rabiš pančkat, ok, v redu. Ne, pač mama postavljena v stiku sama s sabo, ve, da mora še marsikaj predihati, marsikaj pozdraviti pri sebi, ampak se tega zaveda in ve, da je otrok tisti Buda, največji učitelj. In takoj, ko je meni rekla, takoj, ko meni hčerka nekaj reče, jaz sam sebe vprašam, kva ne štima pri meni. Takoj se začnem spraševati. Sem rekel, wow, lej, zato si pa zdaj v 2 letih naredila na sebi to, kar prej v 20. To je zelo zanimivo, kar si zdaj rekel, se pravi, da otroci postavljajo te ogledala staršem, da lahko starši
rastemo. Ja, v bistvu vsi smo drug drugemu ogledalo. Vsi smo drug drugemu učenci pa učitelji. Samo kako hitro si se pripravljen učiti, ko učimo se na tem planetu lahko samo na dva načina, z bolečino ali pa z inteligenco. Z inteligenco se učiš tako, da opazuješ, kaj se ti dogaja, samo refleksija, ali pa da opazuješ druge, ki se dva pogovarjata ali pa imata nek konflikt. Pa rečeš, tega pa jaz ne bi več. Drugo je pa z bolečino, tako da vse poskusiš na sebi po svojem lifeu. Ok, zdaj si omenil to refleksijo. Kako se ti tega lotevaš? Recimo, da je en primer enega dogajanja v tebi, enih misli v tebi in kako s pomočjo opazovanja ali pa s pomočjo recimo bolečine, jaz rečem z ljubeznijo ali pa z bolečino, kako ti preideš? Ja, no prvo, se bolečina ni nič drugega kot ljubezen, ki proba priti v telo, pa ti pokaže, tukaj moraš dati pozornost svojo. Bolečina ti da sam fokus. Zdaj, ga ti z egom sem premakneš, to je pa nekaj drugega. Jaz to najrajši delam v naravi. Jaz, kadar moram res neke velike stvari premakniti ali pa predihati, ali pa rečem, ok, z umom nekaj še ne razumem, ali pa nekaj čutim v telesu, pa ne vem, kva to je, moram se odmakniti, jaz grem v naravo. Za 2 dni telefon pustim, grem in to je to. In tam je mir, tam je tišina, tam se lahko usedem, grem vase, se posvetim dihanju. Prisotnost, prisotnost je nič drugega, kadarkoli lahko to treniraš. Kako prideš do tega? Fokusiraš se na svoj dih. Aha, z dihanjem ti to narediš. Recimo, z dihanjem, potem pa začutiš svoje srce, ves fokus na svoje telo. In potem se samo preskeniraš, kje me kaj boli, kje kaj tišči, kje je kakšna mišica zategnjena, zakaj pa je to. Sam sebe začneš spraševati, sam sebe samo diagnosticiraš in sam dobiš tudi orodja, kaj odgovore, narediš. kaj je potrebno narediti. Kaj je potrebno narediti, tako. Potem pa, ko priješ na ta višji nivo, pa nekaj pa rabim, pa nekaj me na rožico potegne, pa v rožico vprašaš, ali pa v rastlino. Zakaj pa ti dobra, pa ti pove. Podaš pa to usta, pa preveriš. Ja. Tako. Pa fajn je, mogoče preden priješ do tega nivoja, seveda knjige, pa jed do koga, ki to znate naučiti, ali pa te spomniti, kako se to naredi, ko včasih smo vsi to znali. Kako si pa ti do tega prišel? Ja, ferbčen sem bil, jaz sem ful ferbčen. Sam sem šel čez to, potem sem pa... Se pravi, tudi malo bolečine je bilo. Ja, seveda je bilo veliko bolečine. Depresija je končno konec koncev bolečina duše. Ja, tako. Mogel sem se pač prepucati, ogromno nekih vzorcev obnašanja pa delovanja sem pobral pri starših, dosti sem jih pobral tudi pri prijateljih pa tako naprej, ker nisem bil postavljen, bom rekel, ta svoj steber, to sem jaz, pa to se zdaj upam pokazati. Sem poskušal pa po drugih stebrih, pri ljudeh, ki sem mislil, da pa imajo vse pošlihtano. In tukaj se je ta velika bolečina ustvarila. Bi dal en primer, recimo, kaj je bilo tisto, kar si pobral, pa kar si potem mogel spustiti. Mislim, mogel. Odločil si se, da spustiš. Ja, ne vem, recimo izraziti sebe na svoj način, brez da se rabim za karkoli, kar jaz naredim, na kakršenkoli način, ki sem jaz naredil, upravičevati ali pa razlagati komu. Jaz sem ne rabim nobeno razlagati. Razlagam se tistim ljudem, ki začutim, da lahko sam še takole naredim, pa jih premaknem, pa se dvignejo. Ki manjka res sam še en kamenček, pa se cela slika sestavi. Z ostalimi ljudmi se pa jaz ne ukvarjam, ker je škoda mojega cajta. Čas je edina dobrina. Moč kontrola, nehati kontrolirati vse, kar je zunaj tebe. Ti lahko kontroliraš samo to, kar je znotraj tebe, pa kaj želiš v lifeu, potem pa to sam spustiš. Pa moraš pa slediti, ker pridejo koraki, ker ti ne veš, kako boš prišel do cilja. Ti si cilj zamislil, pa rekel, takole bo, oziroma tako je, in jaz sem zdaj tam. In potem ti samo vesolje reče, najprej zdaj to naredi, pol pa je tke, zakaj moram je tke, tiho, sam pejt, greš tke, kar tam enega človeka spoznaš, rečeš 3 stavke. Temu ljudje rečejo magic, jaz temu rečem pa življenje. To je to.
Jaz sem se zdaj spomnila enega videa, ki sem ga videla na internetu, ko je človek gledal svojo knjigo življenja in je listal, recimo je bil na prvi strani, pa je rekel, Bog, zakaj se mi to dogaja? Pa obrne liste naprej, pa spet, Bog, zakaj se mi to dogaja? Pa spet obrne naprej, Bog, zakaj se mi to dogaja? Pa spet obrne, zdaj pa vem, zakaj ne. Zakaj je bilo to dobro, da se mi dogaja. Na ta način se mi tudi učimo. Ne? Ja, videl sem, da je velika težava, da večina ljudi sploh ne razume, kako se manifestira realnost iz tukaj noter, kad ti nekaj pomisliš, pa da se ti to pojavi v življenju. Ne? In vse informacije, ki so bile do zdaj dane v tej matrici noter, so ali fovš, večina je res, pa je pa majčkeno spremenjen in tisti majčkeno je spremenjen, ni čista resnica, ampak in pol stvari ne delajo, ali delajo pa samo delno. Tako kot farmacija vzame zdravilno učinkovino, pa jo razreči do take koncentracije, da ima minimalen vpliv. Ne? Če bi pa ti koncentracijo 20krat pojačil, ti pa čisto vsaka navadna stvar ti raka pozdravlja, recimo. Ne? Samo to ni point, ne? Moramo biti skozi malo bolani, ne? To je kšeft dober. Ja, tako da stalno delati na sebi 24/7, pa si vzeti čas, da takrat, ko pride nekaj težkega iz tebe ven, tako kot si rekla, listaš knjigo, večina ljudi se s to knjigo identificira, to je moja preteklost, to sem jaz, ne, ti si veliko več kot to. Pa ti si veliko več kot svoje misli, pa ti si veliko več kot svoja čustva, to so samo neka orodja, ki ti pomagajo tukaj neki, pa ne niti spoznavati, ampak samo izkušati. Samo bodi, pa samo izkuši življenje. Zdaj pa kakšne izkušnje hočeš, to je pa na tebi odvisno. Ja, to je spet manifestiramo izkušnje, a ni to tako? Ja, itak, absolutno. No, in manifestiramo potem recimo, da se jezimo, manifestiramo, da smo žalostni, manifestiramo, da smo veseli. Ja, tako, itak, skozi. Kako ti manifestiraš to? Kako ti uspe? Kaj uporabljaš, da res pripeleš, si zamisliš nekaj, zdaj pa prinesem veselje, pa je veselje v tvojem življenju? Ja, tako bom rekel, vsi to delamo, bom rekel, podzavestno ali pa nezavestno, ne, večino časa. Potem pa začneš, ker te pač ene stvari toliko bolijo, te stvari spravljati v ta zavesten del in se tega lotiš tako, ne vem, tako, ko se lotiš recimo kruh peč, ne, se pravi, najprej kaj rabim, najprej rabim moko, pa sol, pa vodo, se pravi, najprej moram to zrihtati, pa moram imeti površino. Ne, ta ustvarjalni manifestacijski proces je zelo konkreten pa zelo eksakten, ker sledi naravnim zakonom, ki jih ne moreš malo spremeniti. Te človeške se pa da marsikaj takole. Bova malo o tem spregovorila po oglasih. Super, tako da, dragi gledalci, spoštovane gledalke, po oglasih gremo naprej. Med tem časom pa na www.bisernica.si/darilo prevzamete brezplačni masterclass Moč tvojih možganov, ki sem ga pripravila prav za vas. Omenil si sestavine, da so potrebne sestavine za to, da lahko manifestiramo. Pa te vabim, če nam našteješ, katere sestavine ti daš noter za to, da lahko manifestiraš. Bom najprej tako začel, ne, verjetno večina ljudi pozna The Secret. So prebrali knjigo ali gledali film, ne. V The Secretu je vse res. Skrivnost, ja. Skrivnost, ja. Ena pomembna stvar je pa izpuščena, ne. To, da ti začneš, da to, kar tam not prebereš, da deluje, moraš ti najprej popucati večino negativnih programov, ki jih imaš v podzavesti. Tega pa ne povejo, ne. In ti greš po tistih navodilih delati in ti samega sebe samo sabotiraš. Sam si mečeš polena pod noge, ampak ker tega nisi zavesten, pa s prstom kažeš, ne, ti pa si grda do mene, jaz se tako počutim, ti si odgovoren za to, kako se jaz počutim. Ne, vsak je odgovoren za to, kako se on pri sebi počuti. Noben od odzunaj ti ne more nič narediti, ne, če ti ne dovoliš. Ne. Tako da, kako manifestiramo hipno,
moramo vedeti, recimo zdaj, hvala Bogu, no, mogoče, da je ta digitalna tehnologija, ki vsi razumejo, da je računalnik je pač stroj, je mašina fizična, pa ima pa nek program, ki ga mora en programer napisati, potem pa ti stisneš samo enter ali pa pritisneš klik na miški, pa ta program poženeš, pa ti ta program nekaj naredi. Ne. Zdaj pa mi smo, naše misli oziroma naš naša zavest je programator. Podzavest je pa ta super računalnik, pa ta kišta, ki ti da čisto vse, kar češ. Zdaj pa, kako večina ljudi ustvarja, ne? Recimo nekdo hoče rdečega Ferrarija. Pa reče, rdeč Ferrari, koliko the best, jaz bi ga pa rad imel. Ne? In pol to on reče in podzavest to sliši, pa reče, ok, cool, ti dam rdečega Ferrarija. In pol naslednja misel tega človeka je, Madonna, to pa v bistvu ful stane, pa rabim v bistvu en nov šiht, pa reče podzavest, aha, ti boš rdeč Ferrari, saj hočeš najprej nov šiht, v redu boš najprej nov šiht, pa so še malo tam matro. Pa gre nov šiht, pa mogoče zdaj rabim pa 2 kredita, ok, v redu, se pravi, ti hočeš rdečega Ferrarija, pa hočeš pol nek nov šiht, pa pol boš še 2 kredita za to rabu, kaj pa če ne bil rdeč, kaj pa če bil zelen. Podzavest je totalno zmešana, ti moraš samo fokus, samo jaz hočem rdečega Ferrarija imam, rdečega Ferrarija imam in če to delaš 3 dni, samo to, cel dan, ne nič drugega ne misliš, kar je izredno težko, ne? Potem sediš na kavi s prijateljem in se pripelje rdeč Ferrari in stop tip ven in ti da ključe na mizo, pa reče, jaz ne vem, zakaj ti moram dati jaz mojega rdečega Ferrarija, ampak ne, tukaj imaš ključe. Take stvari se dogajajo, ne? Zdaj pa, a ti rabiš rdečega Ferrarija, to je pa drugo, ne? A te bo potegnil. Mogoče bi še tako povedal ta prompt, ne, oziroma ukazna vrstica, ki jo ti napišeš noter s svojimi mislimi pa z besedami. Jezik so nam umazali, ne, te, ki vodijo igro za zaveso. Z besedami, ki ne gradijo življenja. Recimo ena taka velika beseda je ne. Podzavest besede ne vidi. Ne pozna, ja. Vesolje tudi ne pozna. Tudi vesolje je ne pozna, ne, ker v vesolju ti gradiš. Ne, ti ne moreš zgraditi gradu iz Lego kock z ne Lego kocko. Ne Lego kocka ne obstaja. Ne. Ker ti rečeš ne Lego kocka, ker dobro ve, kva to je, se pravi, to je nekaj, ki ni Lego kocka, podzavest to bere Lego kocka. Zato najhujša religija na svetu je krščanska, 10 božjih zapovedi, ne kradi, ne laži, ne ubijaj. Kako to podzavest bere? Kradi, laži, ubijaj. Ljudje se stalno programirajo s tem. Pa delajo te stvari, pa se čudijo, za kva to delajo. Se ti naročiš svoj podzavesti, da hočeš tako izkušnjo in to se ti potem pripelje. Ja, vesolje zmeraj reče, tvoja želja je moj ukaz. Tako. Če si rečeš, ne vem, prej si omenil rdečega Ferrarija, ok, pripelje rdečega Ferrarija, ampak če si ti naslednjo sekundo rečeš, ok, jaz pa nam denarja za vzdrževanje, pa ga odmakne, pa reče, ja, prav pa nošmo denarja, ok, pa nimaš denarja. Pa nimaš denarja, pa ni Ferrarija, ne, še vedno te tam čaka, ne, ampak ko boš to presegel, ne, pa ga dobiš, ne. Sej, Ferrari zdaj prispodoba, ne. Prispodoba, ja. Recimo, jaz velikokrat uporabljam ta Ferrari kot prispodoba, ampak jaz si ga v mojem življenju pravzaprav ne želim, ne. Ne, jaz tudi ne. Ne rabim niti tega. Ker je to toliko cajta pobere za vzdrževanje pa toliko denarja. Jaz se rad peljem včasih v rdečemu Ferrariju ali pa zelenemu, se ni važno, imam pa zato prijatelja, ki ga ima, ki pa njemu to toliko super, da ga pa ima, pa čajo starija, gremo, ne vem, en krog, ne. Pa sosedem pa, da se Ferrari je super za se peljati z njemu, ne. Imel ga pa ne bi. Ja, mislim, meni so druge stvari bolj pomembne, tako bom rekla. In imajo veliko večjo prednost in težo, v kaj vlagam stvari, preden bom jaz nekaj tazga kupila. Tako da vsak ima sam tisto eno lestvico vrednot, kaj mu je pomemben, pa v tist potem se vlaga. Ja, pa nobena od teh lestvic ni boljša ali pa slabša, ne. Nehmo soditi druge, pa nehmo biti, sploh Slovenci, nehmo biti nevoščljivi, pa zavistni. Pa daj bod vesel, da je človek si kupil nov avto, tvoj sosed, ne. Bod vesel, da je tam podedoval še 20 hektarov gozda. Pa do njega pa mu liter vina prines, pa mu čestiti, ne. Lahko boš dobil pa za to 3 metre drv za ston.
ko bo rekel, o, kam imam fajn soseda, daj mu malo pomagati. Dajte tako probati Slovenci, ne pa sam, ne še sosedu crkne krava, če je že men, ne. Mislim, katastrofa. No, pa da mejhen preusmerva iz negativnih stvari, greva na to, kako si ti te negativne stvari presegel. Ja, počas, Ker rekel si, da si bil programiran kot otrok, ne? Ja, vsi smo. Ja, vsi smo programirani, ampak kako je tebi uspelo, da recimo prav ta slovenske značilnosti, kako si ti uspel čez priti? Ogromno je nekih stvari, ki so bile v ta pravem vrstnem redu, ne. Kako pride do pravega vrstnega reda? Ja, tako kot sem rekel, sebe vprašaj, svoje srce. Samo namerati je, jaz, recimo, ne vem, si depresiven in prva misel je ponovadi, jaz pa nočem biti več depresiven. Okej, najprej ta stavek je treba spremeniti. Kakšen ti želiš biti, ne kakšen nočeš biti, kakšen ti želiš biti. Želim biti vesel in zadovoljen, okej. Zdaj pa to vzameš prvo osebo ednine, ker drugi časi so čisto brezvezni. Jaz sem vesel, jaz sem zadovoljen, če hočeš pa to vibracijo še prej noter prinesti, moraš pa reči, jaz sem veselje, jaz sem zadovoljstvo. In pol to ponavljaš, zjutraj pa zvečer, pa se počutiš slabo, pa to ponavljaš. To ti je mantra, zato mantre delajo, ker ti ponavljaš te stvari in zato prej to dobiš v življenje. Različni ljudje so mi pomagali pri tej rasti, tudi ti si bila ena izmed njih, hvala ti. Na izredno pomembne stvari si me spomnil na tudi mojega notranjega otroka, da se mora več igrati, da mora biti več vesel. Hvala ti za to. Vem pa tudi, da ko pride neka žalost od mene noter, dovolim, da sem žalosten. Da se pa ne valim v temu, ne. Prav, dovolim si in pač so različna orodja so, no. Toliko nas je lepih, čistih, zadovoljnih duš. Vsak ima neko svoje orodje, ki je čez to svojo osebno izkušnjo šel, ne. Drugače pa največ del je znotraj v tvojemu srcu in to je del, ki ga imaš ti s svojim srcem. Tukaj ni nobenega drugega zraven. Se pravi, pogovarjati se s svojim srcem. Ja, pogovarjati se s svojim srcem. Usesti se, dihati v srce. Tako. Ja, pa srce začne govoriti. Pa srce začne govoriti, ker sicer skozi govori, sam ego, toliko kriči, da tega šepeta srca ne slišiš, ne. In v bistvu ga ne rabiš slišati, rabiš ga začutiti. Začutiti, slišati, tudi videti, pa se ti začnejo ti kanali odpirati, pa vidiš, wow, saj sem pa v bistvu, ja, saj se spomnim, ne. Mi srce že povedal. Pa mi je srce rekel, ne je tke, ali pa ne se s tem družiti, pa ga nisem poslušal, ne, pa sem vsem šel, ne, pa se mi je pa to zgodilo, ne, pa vedno bolj začneš srce poslušati. Na koncu do tega, da preden prije sploh, oziroma rečeš, okej, zdaj pa nočem več cajta zgubljati, to sem si jaz rekel. Moj cajt je ful dragocen meni. In sem rekel, do mene pridejo samo še ljudje, ki so na taki vibri, ki jaz ali pa večji, pa ki bomo skupaj ustvarjali tako, da se bomo igrali. Evo, to je to. Pa se pa začne odpirati, a ne? Ja, pa sami taki pridejo. Približujeva se koncu te oddaje in te vabim, da našim gledalcem in gledalkam podeliš eno zaključno misel. Okej, ne vem, imejte se radi, imejte radi sebe, no. Ne imejte radi druge, bom rekel, imejte radi najprej sebe in izključno sebe, zato da boste lahko imeli posledično radi tudi druge. Do drugih pa imejte brezpogojno sočutje. Kaj je brezpogojno sočutje? To, da sprejmeš človeka takega, kot je tisti trenutek in mu daš možnost, da je nekaj drugega naslednji trenutek, brez obsojanja. To je to. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami v tej prav posebni oddaji in vabim vas, da prevzamete tudi brezplačno darilo na www.bisernica.si/darilo. Masterclass Moč tvojih možganov. Glejte nas ob petkih.